Ok, zdaj bomo probali snemati, če bo to kaj slučajno. Ok, se pravi, dragi bakte, gremo zdaj na našo tematiko. Se pravi, prvi del, če se spomnite, lansko leto, že dolgo nazaj, smo malo predstavili, jaz sem to neko rocket science, bomo rekli temu, tematiko o svadjaji, ki smo rekli, ima več pomenov, eno je lastni študij, tle smo izpostavili predvsem branje Prabhupadovih knjig, kot glavnemu viru našega znanja, oziroma našega stika z najbolj skrivnostnim delom vedskega znanja. Smo, da je vede vzajemajo 10 milijardov verzov, večinoma so zgubljene. In znotraj, tudi če bi imeli dostop do 10 milijardov verzov na YouTube, pa na Google, tudi vede, znotraj ved je zelo, kaj bi rekel, zelo znanje, s katerim se mi soočamo, je zelo skrito tudi znotraj ved. 96% ved govori samo, kako izboljšati materialne pozicije z upoštevanjem strukture. Po bogovi, Brahma, pa naprej, vseh tehnologij, imenovane povezava med tem zemljskimi planeti in rajskimi planeti, oziroma še višjimi sferami, s imenovanimi jagljami, komunikacijami. In se pravi, 96% ved govori o karma kand, kako napredovati znotraj zapora. Samo 4% ved govori o upasani kandi, oziroma govori o sferi izven zapora. In še to večinoma govori, če že govori malo o Brahmađotju, o sjaju, to je med duhovnim svetom, med materialnim svetom in duhovnim svetom. Potem nekaj malo več, večinoma od teh 4% govorijo o Vajkunti, lahko, se pravi o planetih, kjer prebivajo Višnu oblike gospoda, Narajana oblike, štiriroke oblike. In zelo mali del skoraj zakopan v teh milijardah verzov govori o bloki, govori o najvišjem planetu, govori o kravah. Govori o kravah in pastirjev. Zelo mali del. Ne moreš najti, pravzaprav. Tako da, zato je tudi ta linija pa Prabhupadove knjige toliko pomembne, ker ravno tisto, kar je najbolj zakopano in najbolj skrivnostno zakopano verzijo vedskega znanja je razdelil Šri Chaitanya Mahaprabhu. Pančetat. Oni so, rečeno je v vedah, v Čitanje, da sta ta dva gornji taj razbila zakladnico Višnu preme, in sta jo ponudila na trg, masi, na trg, ampak na trgu doben noče tega vzeti, rekel, to je. Tako se mi zdaj predali neke fascinantne, dragulje, pa bitcoini, ko ne veste, zakaj se gre. Kaj to me pomeni? Na isti način smo mi tle. Ne vemo, kakšni dragulji so to, ker če bi vedeli, bože imeli. Ne vem, če imeli dovolj papirnatih robčkov, da bi brisali solze. Tako da, se pravi, svadjaja in se pravi študijo, oziroma nek trud v razumevanju Prabhupadovih knjig, ki jih je predstavil, ki to najbolj zame predstavil na način, ki ga sodobni zahodnjak, oziroma ki ga lahko Kali Yoga, Aušus jogijska roba, da malo treba razumeti, če ima en pogoj in ta pogoj je milost. Da malo vsaj, da ni bhakti preganjal. No, če bhakti preganjal, se prečisto, da prišli slicu. Ja, se pravi, svadjaja. Govorili smo o branju in tudi o Krišna Kata. Se pravi, ne samo, da poslušamo, pa beremo, ampak pravimo tudi to šerati, rečemo slovensko, da ne domače sredstvo, rečemo šerati. Podeliti z ostalimi, sem rekel, če nimate dobenega
če imate dobenega blizu sebe, se postavite pred ogledalo, začnete govoriti o sebi, ki jo vidite ogledalo. Vam garantiramo, da boste izkušali spiritualno dimenzijo, ki je prej niste nikoli. Šrin vatam svakata Krišna, Punja, Šravanam, Kirtanaha. Poslušanje in govorjenje o Krišni je pobožna aktivnost, ki duhovno dviguje pogojeno živo bitje. Ne samo pogojeno živo bitje, vsa živa bitja. Ker je Krišna kata, poslušanje in govorjenje, šeranje o Krišni, antimaterialna transcendentalna aktivnost, bhakti yoga. In če pa slučajno razvijamo željenost v tem, na duša, ki nas gleda od znotraj, zazna to željenost na svoj način, ne tako mislimo. Takrat začne se čistilna akcija v srcu. Hridantasto abadrani, hridantasto, tisti, ki je v srcu, hridantasto, tisti, ki je znotraj srca, na duša, abadrani so vse nečistoče, ki so v obliki, se pravi, materialnih želja, vseh materialnih tekob. Vidonoti, suhrit so tam. Paramatma, ki je suhrit, ne da je samo prijatelj, najbolj srčni prijatelj živega bitja, od strani te nečistoče. Ni to del, a ni to dober del. To je del, ki bi ga vsak, ki se manj spozna na biznis. To, če je zelo skeptik, bomo sprejeti, to nič ne stane. Investicija, ki se povedno takoj, smo malo, marketinško nastrojeni, pa naravnani. Se pravi, jasno, boljša verzija, oziroma naslednja verzija, da se družimo samo s tistim, ki ga vidimo v gledalu, sploh nekdo od nas, ki 3D in je družba Bhakt, ki je pravzaprav tisto ravnava nadušno, usmerja živo bitje, ne vemo, prebujanje iz tega materialnega sna, noč ne more rešimo, gre po faze. Prva faza je šrada, se pravi zaupanje ali pa spoštovanje tega znanja. In da tudi to spoštovanje v nas slišali, lahko traja milijone let, vidimo tega nivoja. In ko enkrat začnemo spoštovati, Krišna v srcu aranžira, da idemo stik, da nam možnost, da idemo stik z Bhaktom. To ni naš management, to je management na duši. Na duša nam pošle situacije, da lahko pridemo v družbo tistih, ki potujejo nazaj Krišni, ki delajo na tem, da grejo nazaj Krišni, pa so že pri Krišni. Tu nekje so, blizu Krišni. Ok, se pravi, to je zdaj potem tematika, kjer bomo naslednjo obravnavali. Zdaj, naj se vrnem samo še na prvo prezentacijo, ko smo imeli, ko smo govorili o vedskem načinu izobraževalnem sistemu. No? Če se spomnite, v 3 fazah to poteka. Se da spomni, to je že par tednov nazaj, pričakujemo, ampak slučajno, že da spomnim, 3 faze vedskega izobraževanja. 3 koraki. Prvo je poslušanje, šravanam, se pravi, pa branje, poslušanje. Eni so bolj audiobooki, eni so bolj predavanje, videobooki, različne tehnologije nam omogočajo različne načine, kako slišati o Krišni. Potem drugi korak v vedskem izobraževanju je manana. Manana pomeni se pravi kontemplacija ali pa refleksija na to, kar smo slišali. Se pravi, tisto, kar smo slišali, da nam ne zleti čez drugo uho ven.
da pravimo vse mas držati po tem mestnem prostoru med 20 cm, ki je med dvima ušesi. To je malo nam. V športnem žargonu bi rekli, stopi na žogo. Ne, ustavi. Nekaj nam ne vrsti. Kaj je prvo? Branje. Šravanje. Informacije. Ja, svoje zbiranje informacij. Ne. Informacija je enota. In ena, mogoče se zdi malo banalno, tudi banalno malo prezentiramo, ampak poanta je, da sodobni človek z sodobnim tempom življenja ni samoumevno, da bo to naredil. Ko sem malo raziskoval, se pravi, problematika branja, na primer, v družbi je velik problem. Ni to problem, sem tle jogi, ne? Ker je vpliv rađa in tamagune, se pravi, strasti, ne vem, so tako velik. Ali dirkajo, pa se zapijajo. Dve stvari se kaj še drugo vstaja. Včasih je že mislim vprašati, ko reče, da nadarja, če se tešira, tudi ne na... In tako da se ne. Spravi, vpliv reče se dava se toliko velik, da ljudje niso več ne kontemplirajo, grejo samo za plovom, nekaj jim ponudijo, dajo v usta, razmišljajo, točno kot nekdo servira, ne, popolno. Tako da se ne sprašujejo, naravno se sprašuje nekdo, ki je vsak v guni, ne, nekdo, ki je v guni valine, proba malo razumeti, kaj ste gre tle, malo razmisliti, kaj bo počel v life, ne, iznad tega, kaj bo mladima, ne. Tako da je ta korak ekstremno, kako rekel, pomemben in letošnja bakna šola je malo drugačna kot prejšnja leta, ker poskuša ta stopi na žogo malce bolj izpostaviti, no? Da se vprašamo, kako to za mene, kako je to za branje, ali to mesle, kaj bo, zato smo tudi dali bralni mandal, da lahko stopimo na žogo, pa, to je smo prebrali, ne? Naprimer, se verjamo v Bhagavad Gita, ki je samo sebi enota, ne? Vsak odstavek, en odstavek nam lahko spremeni life. Ne en odstavek, en stavek, ne en stavek. Bhagavad tam pravi, ena ena beseda v verzu nam lahko spremeni življenje. To ni poanta, da mi zdaj ne moramo ogromno premisliti, pa ogromno slišati, ampak globino. Tisto, kar nam lahko vpliva na life. Kar nam lahko da misliš, wow, to je pa jaz lahko celo v live dal, ne? Ekstremno pomembno, da kot jogi to na tak način poskušamo začeti razmišljati. Kak je to za mene relevantno? Zato je ta svadjaja prva tema in je non-stop prva tema, karkoli modela, ne? Ker to je vir, s katerega mi črpamo. Jasno, ena tematika je, kako se to mi interpretiramo. Druga stvar, to pa rabimo imeti oziroma GSS sistem smo rekli. Ni GPS, ampak GSS smo rekli. Smo sistem, s katerim mi preverjamo vir znanja. Oziroma, Guru Sarvashastra, oziroma polni učitelj, sveti spis in živi praktikant. In način, preden mi si svoje sliko ustvarimo. A pa damo svoj pogled, kako smo mi to razumeli. Ne? Zelo pomembno. In bomo slišali naprej v enih naših tem, da prvi korak v duhovnem življenju pa na poti joge je Guru pada Ashraja. Slišate, da je izraz Guru pada Ashraja. Ashraja meni zavetje, Guru, vemo, ponočili, pada stopala. Ashraja. Meni zavetje, lotosovi stopala duhovnega učitelja, kar pomeni, da v našem jeziku to pomeni, da sprememo interpretacijo, ki je da Guru. To je prvi korak od 60 do 70. Ker če tega nijemo, če mi po svoje kar zapeljamo, smo zapeljali na svoj način. Ta način po vsej verjetnosti ne bo generiral transformacije, ki je vedsko znanje ne bi pripeljala.
A smo težko začeli novo leto. Spodbudno. Da kar sape zmakuje. Ne moramo preveč poudariti, kako je to pomembno. To pa naj se skočimo, samo imamo, ja, vse vemo. Ne? V bistvu naša vrvalka, če zdaj stopimo nazaj, tukaj tam manj nam pomeni stopimo na žogo, ne? Bi se mogel vedno vprašati, a je to, kar sem zdaj jaz rekel, a je verodostojno? A je tako, kot me oči guru? Parampara, nasledstvo. Preden grem v javnost, pa začnem. Tole more biti. Tole je, tole more biti, bom jaz razložil. Da upamo, da oba križola vsaj malo da dala awareness, zavedanje, kako je približen sistem. A koliko je pomembno? Brez tega linka generiramo neki model, ki je lahko statičen, najboljšem primeru statičen. V najboljšem primeru je odraz naše pogojenosti v godine. Najboljšem primeru. Ekstremno redko. Tako da, ja, to je sve drugi, če se vrnemo na našo, se pravi, večji sistem izobraževanja, slišimo, premerimo potem, kak je to relevantno za mene, a je kaj relevantno za mene, a je to sem pravi razumel, in potem kako dati na naše razmere v life. Vsak ima drugačne razmere. En je študent, en je penzionist, en je to, en je ima ekstremno težko otroštvo, različni, tako smo, da obstaja 7 vrst narav, 7 vrst inteligenc, kak mi dojemamo svet. Smo vizualisti, logični matematiki, ali smo lingvisti, da nam vse gre čez črke, različne vrste narav v svetu. Tako da je, se pravi, in potem jasno, zelo redko se zgodi, da takoj skočimo s prvo v tretjo fazo, da takoj imamo transformacijo. Zelo redko. Vse zgodi, imenuje se krip pasidi. Slišal, se transformiral. Bo velikega gologa, nekega lakoda. Imenuje se krip pasidi. Možen, ekstremno redko. Ekstremno redko. Se pravi, da moramo imeti proces svetskega izobraževanja, meni poslušaš, se vprašaš, kako je to za me relevantno, probaš prakso, ne druge, greš nazaj. Spet poslušaš, spet se vprašaš, to rabiš nekoga, ki ti pomaga. Naravno, da jaz to naštudiral, ne? Nekoga, ki če to dal čez, pa ki ima mogoče širšo vizijo, pa bolj čisto vizijo, pa je bolj prikopen na GSS. Poskušaj. Vedi, labod. Zmenuje Hamsa v sanskritu. Paramahamsa je pa labod, ki je prebudil vseh 26 kvalitet vajšnosti. Paramahamsa. To naziv tudi za prav padu, ne? Višnu pad, Paramahamsa, pad je vrađe kačeja, ne? To je nekdo, ki je... Zakaj se reče, najprej Paramahamsa, koliko je vrađe kačeja, ne gre po vrsti? Dobro vprašanje? Odgovor ste ne vem, ampak dobro vprašanje. Marsika ne vem. Zakaj je točno tako? To je jasno, to je ocean različnih detaljev. Zakaj ta vrsta reda? Zakaj pa mantra nema Hare Rama, Hare Krishna? Zakaj ne pareno? Se v bistvu malo, razen da šole sem predaj malo. Tudi nekateri obračajo, ja? Prosto. Ne za to prosto. Ja, ta dvigi pranipatena, pari prašena seba, ja, ne? Spravi, način, kako mi prezidujemo, ne?
je v biti podan 34, ne? Ta vidi pravi, pa te nas se pravi, ponižno pristopamo nekomu, se pravi, ki je v glini, ponižno, ne da jaz vem, ponižno, se to ponižno zna, ne? Poizvedujemo, sprašujemo in ga služimo. Na ta način se razdela vreme. Ki je že v srcu. Vse je treba. Trenutno največji hard disk obstaja. Je tle nas. Ne giga, ono vse. Vse, kar obstaja v srcu. Ok, se pravi, smo malo risali nazaj. Se pravi, tehle 8 tem bomo nekako poskušali, se pravi, druga je ta sanga, ki je naravnost, naravno je druga faza pač duhovnega razvoja, da pridemo v družbo Bhakti po milosti Krišne, ne po našem managementu. Spravi, nekatere teme, ki bomo zajeli, so naslednje. Bom tle, kar se je vključeval na eno referenco. Ta tema je jasno ogromno pokrita v vedski literaturi. Jaz v tem primeru bomo uporabili tole literaturo. Kamera, se pravi to. Imenuje se Sadhu Sanga, v bistvu je Kratu Prabhu. The Power of the Association of Devotees, ki so zbrane, je zbran material, pa različne tematike povezane s tem. Iz tega bomo črpali v teh naših parih prezentacijah. Tako da tisti, ko poznate Kratu Prabhuja, pa dočenc, iz Indije, čudovito materialsko zbravo. Se pravi, kako lahko nekdo dobi družbo Bhakti? Pomembno združenje z Bhaktami. In te dve teme so, rekel, ekstremno pomembne. Kaj so sploh Bhakti? Kaj nam pomenijo? Zakaj to pomenijo, da bi se probali izogniti zadnji temi, ki se na koncu, na dnu, želite Bhakti? Ker če razumemo, kaj Bhakti pomeni, kaj je sploh dobimo družbo Bhakti in kaj pomenijo za naš duhovni razvoj, če imamo dobro razumevanje resnice o tej tematiki, potem upamo, da se ne bi privoščili, da to, kar nam je Krišna dal, rušimo z najmočnejše štemarce, kaj obstaja. Štemarce, veste kaj je štemarce? Moče vašnic, ne vem, štemarce. Ja, hilki, takšne, pa tam ne rušijo. Ljubljane gradijo na polno, imamo okrog bajt, okrog naše žibr, vsaka druga bajta rušijo. Da veliko, jasno, gradijo nove. Ne ravno temple, še za enkrat, tudi to neko upanje, in oziroma liči. Lahko damo prirok bobojo, ker je zlata doba, zdaj se potali. Smo še na začetku, ampak. Ja. Se pravi, razumevanje, kaj je družba Bhakti, kaj nam pomeni v našem lifeu. Potem jasno, da to rabimo neko diskriminacijo. Vemo, niso vsi Bhakti. Zdaj živimo, da niso vsi Bhakti enaki, ne? So različnih stopnjah razvoja. Kako služiti, kako zadovoljiti Bhakti. In jasno, s namenom. Čitanje Mahaprabhu, ki vemo, je Krišna sam v formi Bhakti je dal zgled, kako se vesti. Ena stvar je podaril, dve stvari, ki so najpomembnejše. Petje Hare Krišna, vemo. Druga najpomembnejša verjetno vem, da se samo ne dela želiti Bhakti. Pozitivna dan, negativna dan. Poj Hare Krišna, ne žaliti Bhakti. Še treba ga zapomniti za tebe. Poj Hare Krišna, se ne, sem ne kritizirati Bhakti. Tukaj to teža. Ok. Lansko leto smo jasno že slišali o tej temi, to je zdaj malo nadaljevanje, oziroma malo druge perspektive, pa tole bo nekako vsebina te tematike danes pa naslednjič, bomo prišli daleč. Zdaj, ok, par
začel malo s filozofijo oziroma malo z vedskim virom. Tale isti vers smo tudi uporabili za zadnjič za svadjajo, oziroma za Krišna kata. Spomnite? Machita mad kata prana, bodayantah parasparam, katayantaščamam nityam, tušyanti čarmanča. Zelo znan vers iz Bhagavad Gite. Se to poglavje? Lahko prosim, moj se prebereš? Prevod? Moji čisti bakte zmeraj mislijo name in njihova življenja so posvečena moji službi. Nenehno poučujejo drug drugega in se pogovarjajo o meni, pri čemer uživajo veliko zadovoljstvo in blaženost. Se pravi, to je tematika o Krišna kata, ki se ne more dogajati, govori o množini, se pravi, razen v družbi bhakt, se pravi, v družbi bhakt, da Krišna kata rabimo družbo bhakt. Ta se beseda bodayanta meni študirajo, se izobražujejo, bodayanta diskutirajo, parasparam kata govorijo, znova in znova, se nikoli ne veličajo. Se pravi, in tale vers iz Chaitanya Charitamrite, se pravi, zdaj zakaj je sploh potrebna ta tematika, da ima bolj razumem. Krishna bhakti janma mola haya sadhusanga, Krishna prema janmet hinho punah mukhya anga. Osnovni vzrok danega služenja Gospodu Krišni je druženje z baktami. Celo ko se uspavana ljubezen do Krišne prebudi, je druženje z baktami še vedno bistvenega pomena. Se pravi, na vseh fazah našega duhovnega razvoja je druženje z baktami neizbežno, če smo imamo duhovne bitke. Da bi se da, janma mola pomeni korenina, pa izvor. Se pravi, prej smo rekli, da Krišna bhakti, se pravi, vsako živo bitje ima uspavano ljubezen, se pravi, imamo uspavano ljubezen v srcu. In to uspavano ljubezen ne moramo mi sami zbuditi. Mora biti zunanji faktor. V večini primerjam dal, tako rekel. So še specialni primerjam, pa bom se nanašal na našo tematiko. Svoje janma mola, izvorni vzrok, pa vir danega služenja je druženje z bhakti, sadhusanga. Ne samo, da nam pomaga, da nam prebudi zanimanje za Krišno, ampak tudi, ko smo že prebudili, je to mukhya anga. Anga meni ud, oziroma mukhya anga meni od bhakti anga, svoje aktivnosti bhakti joge, je ta druženje z bhaktami mukhya meni je glavno, primarno, bistveno. To je bistvena anga, bistvena aktivnost, a pa najbolj esencialna aktivnost je druženje z bhaktami. V vseh fazah naše duhovne poti je druženje z bhaktami ekstremno pomembno. Kaj bi, gremo na to vprašanje, gremo še en vers poskušati, ne zapomniti, ampak tole zelo slaven vers, ki opisuje situacijo nas zapornikov. Brahmanda, Brahmite Kona Bhagavan Jiva, Guru Krishna Prasade, Bhaya Bhakti Lata Visha. Angliščini, žal imamo te, ne možete. Glede na njihovo karmo, vsa živa bitja tavajo skozi univerzum. Nekatera so povzdignjena na višje planetarne sisteme, nekatera padejo v nižje planetarne sisteme. Med mnogimi milijoni vandrajočih, torej izgubljenih živih entitet, tisti, ko je srečnež, dobi priložnost. Very fortunate. Ja, zelo srečnež dobi priložnost družbe z bona fide duhovnim učiteljem po milosti Krišne. Po milosti obeh, torej
duhovnega učitelja in Krišne, takšna oseba dobi seme, ovijalke danega službe. Fantastično. Sva še en opis našega stanja v materialnem svetu. Se pravi, da nekdo, da milijone tavajočih živih biti, Brahmanda, potuje potem Brahmanda meni univerzumi. Se pravi, jasno, kako potujemo v univerzumi, v kakve življenje, jaz znam, kar me naskoda, sem sada. Sikr, res to ostalo zbori, se se vrti, veselijamo, enkrat od najvišje živo bitje v materialnem svetu, kot Brahma, enkrat meni to blocno, in jasno do najnižjih enoceličnih ambitij, pa vse vmes. In po neverjetni milosti dobi človeško obliko, in če to povedal, človeška oblika, wow, dobi tehnologijo. Da pa nekdo pride v stik z Krišno, se pravi, z duhovnim učiteljem, pa z družbo pa, da je družba pa pomembna, to se ne zgodi. To je tako ekstremno redko, da se to ne zgodi. Tle se ponovadi daje ena primerjava, verjetno so se v desmoni, ko ste zdaj slišali. Koliko je to redko, da nekdo dobi takšno priložnost? To je primer z želvice, ki plava po oceanu. Zdaj smo na tem primerjava, te analogije. Ja. To je za inspiracijo. Da razumemo, v kakšen film smo mi padli. Kaj zdaj mi delamo? Da smo mi tle v tej situaciji, podobno internet, da se mi teh stvari pogovarjamo, je glede frekvenci, koliko je kakšna to verjetnost, možnost. Nekoče po širnem oceanu, Indijski ocean, plavala želvica, ona mala, velika. Nekje sedna kategorija. Plavala, vem, kako to plava, ne? Ja. Na internetu možeš lahko videti, kako to plava, no? In vemo, da želve so vodne živali, pa ne tako, da bi bile non-stop, ne? Zdaj pa ne mora iti po zraku, ne zred, na 2 minuti, koliko minut, ne vem točno, to lahko pogleda na internetu. Spet ne more, pa spet, na kilometre pa spet, ne? Pa to je ena tašna scena, rajska scena, ne? Modrina oceana, sonce, vse super, želvica v svojih najboljših letih. To je ena scena. To se namen, da ena Miharju je ena deska naše cisoceanskega tankerja pada v vodo. Ne vem, če je bila ravno iz naših gozdov, kjer je bilo Grčevo, ne vem. Deska, ki ima pa še Grče padla v vodo in na nek način je iz te grški so v deski, no vemo, ko se malo se ukvarjali, da je pa da je lahko kakšna Grčeva pade, ne? Recimo, da je padla nek ravno na tej deski in ta deska se plava nekje v oceanu, veter je meče sem pa in ta deska s to lukno svobodno plava po tem oceanu. Ok, zdaj pa naloga za matematike. Kolikšna je verjetnost, da se ta naša dva junaka, deska iz krasa ima lukno, ki bom padla, in naša želvica, razposajena, kakšna je možnost, da ko bo želvica naslednji zrela sapo, da bo njen brat točno šel čez tisto luknjo na te deske. Lahko Marcelo date, da zračujem. Kakšna je verjetnost, da se to zgodi? Dva ločena dogodka, kako se to zgodi? Bakli, to je polšala. Takšna je verjetnost, da nekdo pride stik z Bhakti jogo. Takšna. Pa še Grča mora biti takšna, da moče lahko tako imeti na skup, pa moče odprnila prelala za tam. Če to ne gre.
Ni, se pravi, to je nemogoče. Da živa je, Bhagavan živa, evo. Bhagavan je ekstremno, matematično nemogoče seči. Da pride stik z... In mi smo zdaj v te želnice 100 deskov konfrontov. Ne bo to meditacija, ne? Malo matematično se pravimo, da malo pravimo, wow! Kaj še namenam? Da tega poskušamo ne zapraviti. Da to, imamo ta jackpot, ne? Da ta jackpot kartico, ko smo dobili, da je držimo, mislim, kolega, tako držimo najbolj v srcu, da smo to pozorni, da nam bo pada. Vsak rade jackpot Češkov, ki je dobila, ne vem, bajne milijone, kikiriki pri mene ste, ne? Kako bi je čuval, pa ne mogo spati, skozi bi, da nam prevlažno, da ne bom veter pihal, da ne bo požara, da ne bo kdo bilo hodil. Se postavljate, da bi imeli takšno zaveščenost naše situacije, še smo prišli skriti. Vsaj ena sreča, ko si mislim v mojem življenju, že tako nimam sreče druge, bomo vse to srečo. To je ekstremna sreča v bistvu. Ne, ekstremna, ne dobra beseda. In reče, kaj je Nemogoče ekstremno. ja, Če ima kdo kakšne težave, so težave bakte. Ta ozaveščenost v tej situaciji bi mogla vse ostale nima nobene vrednosti, primerjavi z vrednostjo te situacije. Mi smo zdaj, evo, vse mi vidim, da imate deske okrog. Tako malo smo že obrivali okrog vrtu. Nekako je šla ta luhtna čez Grč, čez naš glavo. Ja, čez vse, čez neko ti gor predstavljamo. Bhagavan živa, mi smo prišli stik z pomilosti Krišne, Krišna živa nažmala, da smo čisto luhtno, Krišna tam lahko narediti, ven, matematik ne more to narediti. Glavni matematik še prav par, ki je dal teh desk, izvoznih desk. Ja, tako. Tako da, družba, ki je predstavljala Guru Parampara, ki smo dobili, je neprecenljive vrednosti. Neprecenljive vrednosti. Mi smo neprecenljivo srečna živa biti. To je središče, da razumemo, kaj smo dobili. In kaj s tem, če imamo to zaveščeno, neka emocija zvezi z hvaležnostjo, pa ni vrag, da se ne pojavlja. Tega si ne zaslužimo, nismo vredni, smo avšusrova in smo dobili nekaj najbolj neprecenljivih. Malo hvaležnosti, vsaj teoretično. Upamo, da se lahko malo generira. In to je tematika, to je razpoloženje, ko pridemo v družbo bhakt. Če imamo takšno razpoloženje, zdaj od te točke naprej, potem smo že pri Krišni. Zdaj, če sem Krišna, še sem spravi, imaš spoč pobriše. Zdaj, ko vemo, kaj to pomeni, kaj so lahko razlogi, da prvič, da ne moramo družbo bhakti, kaj bi lahko bili takšni razlogi, ki se nam dogaja, ali pa dogaja močno, da vidimo, kaj lahko. Nismo zadovoljni, recimo, da iz tega podatka nismo zadovoljni, koliko se pogosto družimo z bhaktami, oziroma koliko smo ženi z bhaktami, pa tudi mogoče služi bhakt. Moče nijamo najbolj tega hvaležnega stava, ko bi ga recimo lahko iz tega dobili. Kaj bi lahko bili razlogi? Zdaj pač znam projekcijo, ne tiče se naša, ampak zakaj recimo nimamo željnosti od želje po takšni družbi?
Kaj bi lahko razlogi? Objektivno. Ampak zdaj, mi iz vaših primera, iz vaših zgodovine lahko pita, da se tle prišli, to je bil, mogel biti en zelo korak, da se lahko odločili. To ni enostavno. Kaj bi lahko bili možni, teoretični? Mnenje, kaj bo rekli? Naše mnenje. Čemerkoli. Imaš drugo mnenje, ne prideš skupaj z mnenjem. Se pravi, imam svoje mnenje. Ja, Jaz sem svoje mnenje. oni imajo drugačno mnenje. Mene zanima. Ja, mene zanima. Jaz imam svoje mnenje, imam svoj prav. Glej, to je malo prašejo, ne malo. Naj si ga malo, ne. Ok, ne. Zdaj, moje mnenje. Kaj bi šla razlog? Da ne ločiš bakto od aktivnosti. Da ločiš? Bakto od aktivnosti. Okej. Pogovarjaš o aktivnosti, zapneš na aktivnosti. Ok. In povežeš, Z vrednotami posebej. ne, ti rečeš, oseba je aktivnost, ma oseba ni aktivnost. Ti hočeš vse aktivnost izboljšati, ne, in se užgeti. Zdaj, kako to pripričuje družine z... Ti dobiš bolj slab feedback, ne, in si ustvariš spet mnenje. Ne si ustvariš. Sama izkušnja. Ja, Sama izkušnja z baktami, ok? Dobar, tudi dober argument. Opa, smo napadli za naš entuzijazem. Ok, kaj še? Tudi na internetu, če lahko kakšno, verjetno imate tudi kakšno izkušnjo ali pa karkoli. Kaj bi bil razlog ali pa naš razlog ali pa sosedov ali pa kakšnih druge bakta razlog, zakaj recimo nam družba, čekaj ni. če tudi ne razumeš, ne. Ok, nerazumevanje? Ok, Ker si začetil. ok, nerazumevanje. Nismo prav danes mišli v bakti šoli, da bi, kako smo nas slišali, nimamo te, da bi to zelo neka velika reč. Niso neki milijoni, ne vem, vrednosti, ne, pa te želice. Nisem se nikoli spomnil, da bi to bilo. Moče bi nas naprej vprašati mišljeno. Ok, kaj še? Pa to dome, kaj bi? Nas je strah očiščenja. Strah je namreč, da so preveč čisti za mene. A tako? In se bojim, da meni dodal še mene ribo. Se držimo svojega situacije. Ne diraj lava, dok spava. Ne diraj lava. Kaj bi še lahko bil razlog? Pa napačne informacije. Napačna propaganda. Tako. Napačne informacije. Slišimo to po časopisih in internetu. To so sekta. To so parave. Stran od njih. Nič ne delajo, samo poje. Slišala že. Nič ne delajo, do mene odgovornost. Samo poje, vsem, ki ne vse povedati. Sam poglešajo, pojejo nekako tudi. Upamo, da pojejo. Kaj še? Kaj bi še lahko bili taki razlogi? Nočemo iti svoje cone udobja, pa nočemo sprejeti spremembe. Ok, podobno pravi, ja? Se pravi, imamo svoj prav in mi je čisto ok. Čisto ok mi je. Da se kdo zdaj mešal, kako se rekel, da je kdo drugače pravi, kaj jaz mislim, da imamo svoj prav, da moj svoj prav napade kriza, ja? Ponos je lahko. Ponos, ja? Ok. Lahko tudi ponos unga, ko je napreden, pa se ne zna spustiti dol na unga, ko je na nižjem nivoju. Ker na nižjem nivoju ne bo se mogel dvigati, bo rabo omogočiti več življenja. Ok, ponos, ja, kar je normalno stanje za življenje. Kaj še? Kaj bi še lahko bil razlog? Iz vaših izkušenj. Kaj bojo pa drugi rekli, če bom jaz nekaj drugega začela? Taj močna. Socialni pritisk sosedov, žlahte. Oni živijo nad nami, pod nami, levo, desno nad nami. V vasi, kaj bojo rekli? Kaj bojo rekli v vasi? Kaj bojo rekli? Mene opazujejo, zjutraj ob 4 že ima luč, ne, te veš, kako te opazujejo. Kaj pa te dela zjutraj ob 4? Jaz sem seveda rekla prejšnjič, da je mama opazovala me. Janja, ima že luč zjutraj ob 4. Si se pozavljal v glasu prejšnjega dne.
Zdaj je napisano vrečko hotel. Ja, pisano vrečka po vasi. Ja, okej, kaj bi še bilo? Okej, to so vsaj doma, no? Ampak ja, kaj bi še bilo? Kaj bo? Socialni pritisk imaš, če ne, Geografski. največji strah. Večji strah, kot vidiš na smrt, je socialna smrt. Trema pred nastopom, na primer, ne? Je večji, je hujša travma, kot pa vidiš na smrt. Socialna smrt, ne? To je napad na identifikacijo. Nekaj bo rekli, identiteto. Ne? Jaz sem sekt. Ja, ni smešno, ampak je realnost. To realnost mogoče včasih nekaj časa traja, da vidijo, da nisi več sekti, ker na začetku sem mama to rekla, ok, sekta, ne. Zdaj pa vidi, da vse pa nisem nekaj, ne delam tako napačno, kar delam. Ej, bi se spremenil. Ja? Če te ne radiš. Kaj še bi razlogi, da ne iščemo družbe, ali pa da smo zadržani, ali pa se nam ne zdi to pomembno, ali pa karkoli že zvezi s tem. Kaj bi še bilo? Geografski. Izvolite, ja? Ja, lahko je kaki osebni konflikt, mogoče s kakim baktom. Ok, osebni konflikt, ja? Osebna nekompatibilnost, pogojena nekompatibilnost, ne? Ja, seveda. Kaj še? Geografska ločenost, ne? Geografska ločenost, isto. Tako, mislite, te Zoom, oziroma tisti, ko so iznajdli to tehnologijo, po mojem dobijo toliko pobožnih aktivnosti, ker baktam omogočajo, da smo lahko, ne, kot nas je 3/4 na Zoomu, ne? Geografska ločenost, kaj še? Se zdi asocialnost pri ljudeh je veliki faktor. Asocialnost, se pravi, smo zdaj toliko že mehanski, da nas družine z ostalim ljudem moti, ne? Lahko, ne? Smo rad v svojem svetu. Sam. Mogoče, da slabi izkušnji, ne? Imaš slabe izkušnje, traumatične, karkoli, da se vedno ne vem zmedali v družbi, ali pa se vedno poniževali, ali pa karkoli napadali, ne? Imaš to varovalko, da se tega bojiš in se daj sam, ne? Asocialnost, ja? Moja narava je takšna, da sem bolj introvertna narava. Ni mi to, da me tam v družbi, me nekdo nekaj sprašuje tako zdaj. Da me zdaj nekdo sprašuje tako zdaj, sprašujem, ne? Pustite me primer. Moja narava je samo tako. Vse je vredno. Ja. Kaj bi še rad bilo? Sistem je tak, ne? Torej, way of life. Smo službe, so zdaj od do, ne moreš sploh prideti. Način življenja, se pravi urniki, tehnično, ne moram čas uskladiti, da bi se kdaj s tom dobil, ker delam 10 ur na dan, 1 uro vožnje prej, 1 uro vožnje nazaj, v bitko, domine, ne morem. Je objektivno razlog, ne? Domača familija, ne otroci, ne oči, žena, tam, ne, mož, kam bom to sestavil? Nimam kam dati, nimam neki 5 mm plac. Kaj še? To je za bakter malo nam, ta drugi del. Kak je to za mene relevantno? Ne? Če mi identificiramo, da smo zavesti, pa vedi, da je zavest. Presodki, ok, so povezani s strahovi. Kaj še? Se lahko iz vaših izkušenj, če ste bili v tej fazi, preden ste bili v tej fazi, ko ste zdaj, preden ste prišli v stik z baktom, ste se vedno, bi pa ne bi, ne? Poznam ogromno primerov, so čakali, ne vem, par let so se odločali, da pridejo v družbo v tempel, na primer. So bili že pred vrati, ne vem, v ulici, pa so se predpalali 6-krat, ne. Bože, parkrat višli na naš tale marmor, platformo, stiče, pa tudi 3-krat smo se obrnili. Potem enkrat, 2-krat v šop, tudi 2-krat nazaj šop. Ja,
Se pravi, da nas Maja prekrije preveč, recimo. Ok, to je že filozofski pristop, ja? Da si rečemo, jaz sem tako Maja, da ne gremo v družbo. Me Maja kontrolo. Takšno prepričanje, da je, kako ne rečem, želitve do tvoje vere, ker Se pravi, jaz sem že kristjan, pa musliman, karkoli že, pa ne bi jaz menjal zdaj vere. Ali pa, kaj pa rekli moji verski sošolci. Jaz sem tudi mislila, da hinduizem, oziroma da, bom rekla hinduizem, ker to ni vera, ampak da tle gre za, da je več bogov. Sem vedno mislila, nisem imela prave slike Okay. o zavesti krščanstva. Okay. Sem mislila, to je ful bogov, to kar, vem, bog, kaj bereš, ne? tak bog, bog, to so kar bogovi. Katalog imaš in pa zbereš, ne, barbarans. Kjer so učili, da je en bog, ne smemo likovati sploh, tako naprej. Večino vas je verjetno prej slišali, pa brali, pa se družili z baktami. Dokaj pa radi, pa ne, da imaš rekel, da si. Ne, recimo si že bral, pa že slišal, ne, in pol si cincal, ne, kar bi zdaj to, ne bi, kaj, nekateri niso veliki problem. Jaz sem rabila samo dobro razlago, da mi nekdo razloži, kako Kje si to razlago bila? Jani taj. Kje pa? Jaz sem takrat, ko sem se odločila, da bom prišla sem šla na preizkus v Htapti Šimpas, preživite dan z baktami. Sem šla tja, da sem videla, a je to sploh zame. Okay. Sem šla dol in sem imela super izkušnjo. Pa mi je tudi Jani taj razlago lepo, da sem rekla, da to so bogovi ali tam kaj, pa mi vse razložil. Ok, super. Super. Ok, se pravi, treba takšnih ovir, rečemo, ali pa predsodkov sigurno obstaja, ne? Kako to rešiti? Kaj bi naj bile? Zdaj, ko imate izkušnjo, ko ste že v družbi, če zdaj nadgledate svojo pot nazaj, kaj bi vi predlagali baktam, aspirantom, pa tisti, ki se nekako zanimajo za teme, kaj bi ta pot za njih v družbo bila iz vaših izkušenj najbolj, kaj bi njim svetovali? Če gledate vašo pot nazaj, da bi ta oviro, ki ste vi mogoče imeli, da bi njim predlagali. Vsi v tome, kaj bi ti predlagal eno takšno, ko se rečeš, ne, jaz sem tako naredil in sem prišel po družbo baktu in kaj bi ti? Nekaj je treba stereotipe razbiti, najboljše je lahko razbijamo z znanjem. Če prebereš, če se izobraziš o zadevah, potem vidiš, da so stvari niso take, kot so videti. Recimo jaz berem pravo padve knjige, se ko stvarno, pa v družbo bak še ne bi šel. Zdaj, če tvoja zdaj bi tudi opravim, ne? Ok, ti bi povedal rekel, beri več. Še beri, da boš malo zrel, da boš bolj razpravljal. Kar beri. Ne, jaz mislim, da je tu zaupanje najbolj pomembno. Da treba dobiti zaupanje. Ok, zaupanje. Zaupanje, bravo. Osebni pristop. Se pravi, kako zdaj zbildati zaupanje v kandidatih, ki še niso v družbi bak. Ne? Ja, treba videti mogoče, kaj ima on rad v življenju, kaj on rad počne, pa ga preko njegove te stvari, ne vem, kaj rad počne, ga probati v družbo bakt sprejeti, recimo, kaj zdaj mu nakazati, kaj lahko on tudi v družbi baktah počne. Pa seveda, da zdaj, kako bi dobil zdaj to zaupanje, da smo iskreni, to je najbolj važno. Aha, ok, se pravi iskrenost. Drugo, samo da malo dodam, se pravi zaupanje v sanskritu se imenuje kako?
Kdo ve, kaj je beseda za zaupanje? Ja. Zaupanje mora biti tako veliko, da pride družba bak. Ja. Kako? Krito srčnost. V sanskrtu. Zelo znana beseda, to je bom spisal. Mislim je prej šrada. Šrade. Se pravi, šrada je tista, ki mora biti kritična, visoka, da priješ družbo bak. Se pravi, sistem je nad šrado, ki lahko dobijo z branjem, lahko dobijo z obiljanjem sokriti, prasana dobi. Prasana je metoda, s katero on zbira šrado, da pride družbo bak. Potem dobe je slučen baktami, je tudi sokriti, pa še ne, zaupanje, ko smo rekli. Tukaj, če bi jaz lahko dodala, tu pri našem ašramu smo tako začeli z Anantavidžajem, da smo neko celostno znanje začeli ponujati tem čisto abaktam in tem se je tako razvilo, da so prihajali tukaj na naše srečanje, absolutno vedno se je delilo prasadam in tudi knjige, tako da so potem dobili zaupanje in so videli, da zdaj pa že se družimo skupaj z baktami, tako da pa čisto takšen program, ki ga tudi na visoki ravni za bakte imamo razne te lekcije, tako da tudi to pridejo poslušati, tako da razvije potem okus vsak, kjer je pač ga pritegne, tako da. Bravo. V takem smislu. Bravo, se pravi, zdaj, če govorimo o tem, se pravi o zaupanju, se pravi, bakte tudi imajo potem lahko prijeme, programe, kjer ti si prekrito, greš, ti imaš mi brič tako, greš indirektno, pa se družiš z bakta, nisi bakta. In svojim vedenjem, pozitivnim, spodbudiš zanimanje, kaj pa on? Kaj pa on dela? Se pravi, zbati jogo. In tako se to je rekel, da je rekel, Jože, vi ste rekli, da se na njihovem področju zanimanje pojaviš, ne? Ja, to sem. Ne? Ste rekel, ne? Ste omenili, ne? Na njihovem področju zanimanja in potem se z njimi družiš, potem Ja. dobijo prasadan, so priti bilnajo, kakšno knjigi so date za drima, nekaj ne vejo, da je tak večinoma. Da še eno zelo pomembno stvar izpostavil, tudi je izkustveno, pa tudi je, kako bi rekel, statistično zelo oprijemljiva, da večinoma ljudi, ki pride v stik z baktami, ponovadi prek socialne mreže. Da ga njegov prijatelj pripelja. To je ful pomemben podatek bakte. Kaj to meni, enkrat postanemo bakte, da mi socialno mrežo imamo, poznanstvo ne rušimo. Ker ti ljudje, ki so z nami povezani kot bakte, imajo največjo šanso, najkrajšo pot, da pridejo s baktami. Razumemo? Ker imajo odnos z nami, mi smo zdaj postali bakte, ker se zdaj držijo, ampak to je najlažje spremljajo. A pa imajo najkrajšo pot, ga povajate vseeno, vi date resno obisk, bomo priti bili. Tako da mreža, naša socialna mreža, prek tega kanala lahko največ novih kandidatov tudi v stik v družbo bak. Zelo pomembna, kako bi rekel, poanta, ker imamo to svojni karmi, to so, se mostove rušimo, nič s temi medslojevci, naprimer, karkoli lahko ekstremni stav, ampak je zelo pomembno, da imamo nazaj da naš entuzijazem, da jih ne kurimo, se pravi, ja, si duša, Krišna je Bog, pridi, tu imaš 1, 2, 5, 6 knjig, ne imaš, jej. Jejo vedno radi. Ja, pa ti je sladki, pa tole, pa še tle, še imaš. Ta entuzijazm, naša radost, ki jo mi skušamo, oni tega ne razumejo, nimajo tega navdušenja, kako moče imamo mi v prvih kilometrih. Tako da tle poskusim biti malo zaveščeni, da moče ne razumeš čisto, zakaj smo mi takšni.
in da ne pričakujemo od njih preveč. Dajte malo te teme razmisliti, se pravi, kako, na našem primeru se pravi, kako bi moče še lahko tudi, da bi da malo dobili, kako soočiti z temi ovirami, da bi prišli dužo bar. Ok, bom rekel, tale Zoom pa te tehnologijo olajšajo to, ne? Imaš si na Zoomu, nima slike, spremenil imen, imaš X se vedno, je tak mehek, tune in po družbo lahko, ne? Lahko se skriješ. Lahko se prekriješ. Tak X je gor, pa je X je nekaj. Ne, ampak imaš, ne, si znam, to je taka slovo zvezda, subtilni. Imamo enega iPhone. Ja, imamo iPhone isto, ne. Tako da to je, recimo, en takšno razmišljanje o tej tematiki, ki je, se pravi, v drugi strani, ko mi vemo, da je to takšna neverjetna priložnost ali pa okoliščine, da poskušamo tistim, ko še nimajo tega razumevanja ali pa zaveščanja, pomagati, ne, priti do tega dragulja, oziroma te loterijske želve, da oni niso postavljene žilice, ki za tem vratnikom, z desko iz krasa. Okay. Lahko jaz tu nekaj povem še? Ja, izvolite, seveda. Zdaj bomo mi v Mariboru bomo naredili eno mantra večer. Zdaj nas je dosti glasbenikov, pa bomo peli mantre. In tudi na ta način bomo probali kakšnega novega seveda pritegniti. No, zdaj recimo taki prikriti način, logično, da za tistega, kateri je zdaj mogoče prvič na takem večeru petja manter, ne bi bilo dobro, da bi samo peli maha mantro, recimo 2 uri, ne. Bomo različne mantre peli in seveda jih povabili potem na naš program. Na maha mantro. Na maha mantro. Dobro, se bomo videli, če bo dosti zdaj, to zdaj jaz ne pričakujem, ne vem, nekega števila dosti, ampak treba se prilagoditi. Jaz vidim, da ni dobro, če jih preveč nekoga, kako bi rekel, Forsiraš. ja, preforsiraš, ne. Na silo pa prehitro, ne. Jože, nisi povedal, kateri dan bo to. A ja, to bomo imeli 28. sobota, ja. No, super. Ja, glede to je tema, ko bomo še imeli pri diganju, ampak zelo povezano, seveda, s tem, kera metodo, ne, kako to zdaj, to je zdaj, Prabhupada je eksperimentiral 50 let. Skozi se prilagajati. Skozi je videl teren, ne, jaz sem bil povezan spiritualno, para. Tako da tu je pač jasno, kaj funkcionira v družbi, ne. Jaz vedno svetujemo z našimi GSS, ne, sistemom in seveda, sploh ker je vzel ljudje so na mantre, pa na te zadeve joge, dobo palata, se pravi, to je ciljna skupina, ki je zelo odprta, ne, lahko, ne, tako da to je pač marketing, ne, oziroma nekako pač, pa ta iskrena želja, ne, da pritegnejo druga živa bitja v klub želv, ne, želvic za kraško desko, so to lepo definirali. Ok, imate ure 1:30, upam, da je tole imelo kaj smisla, ta mala nam del našega tega, tako da, če bomo prišli z nekim takšnim seznamom predlogov, kako bi lahko pomagali kandidatom priti v družbah, bil super takšen smernice, ne, da se mu olajšali iz naših izkušnjo, ne, smo jih vsi imeli, ne. Ok, hvala lepa za danes, za vaš input, pa vaše druženje, pa lep ostanek dneva vam želimo. Slišimo, ali pa vidimo že moče med tednom na bralni mandali, ali pa danes teden delujemo s tematiko. Hvala lepa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Pozdrav v Avstrijo tudi vam, pa mami. Hare Krishna. Haribol, vsem vaktam, lep nedelj.
Se vidimo, slišimo. Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Bol. Hare Krishna. Hare Bol.